V redu, poglejmo si tole od blizu. Danes bomo razčlenili enega res fascinantnih dokumentov, na katerega smo naleteli. Uradno obvestilo, ki ga je slovenski kmet poslal državni upravi. Ampak to ni kar neko navadno pismo. Ne. To je v bistvu manifest. 5 milijonov 500 tisoč evrov. Ja, prav ste slišali. To je znesek, ki je naveden v dokumentu kot kazen. Kazen, s katero ta kmet grozi za kakršnokoli, ampak res kakršnokoli motnjo v njegovem poslovanju. Si predstavljate? Milijonska kazen, ki jo kmetijsko gospodarstvo nalaga celotni državi. In seveda, takoj se vprašamo, kako je kaj takega sploh mogoče. Mislim, kako lahko ena sama kmetija zagrozi z večmilijonsko kaznijo proti državi in njenim uradnikom? No, to je osrednja skrivnost tega dokumenta in danes jo bomo poskusili razvozlati. Ne gre namreč le za pismo, ampak za formalno notico poslano Upravi za varno hrano. In pozor, izdana je pod avtoriteto nečesar, kar se imenuje Neodvisni nacionalni svet za digitalno etiko. Tukaj si bomo pogledali, kako je to pravno obvestilo preraslo v pravi spopad z izjemno visokimi vložki, ki temelji na grožnjah z res dramatičnimi kaznimi in kaj točno ta notica zahteva. Stvari so postavljene zelo jasno, brezkompromisno. Torej, prvič, takojšnja ustavitev vseh postopkov proti kmetiji. Drugič, vlada sploh nima nobene pravne avtoritete nad njegovo zasebno lastnino. Pika. Tretjič, vsak poskus vmešavanja bo sprožil tiste večmilijonske kazni, o katerih smo govorili. In zdaj morda ključna podrobnost. Notica poudarja, da bodo uradniki za morebitno škodo odgovarjali osebno, svojim lastnim premoženjem. No in vse to nas pripelje do drugega ključnega dela, do pravne črne luknje. To je v bistvu osrednja teza celotnega dokumenta. Kaj ti poglejte, če hočemo razumeti, od kod sploh ideja o milijonskih kaznih, moramo najprej razumeti, kako avtor gleda na sam zakon. Osrednji argument gre nekako takole. Ustava jasno določa, da morajo biti zakoni objavljeni v uradnem listu, da lahko začnejo veljati. V redu. No, nota trdi, da je bil ta uradni list s 1. marcem 2026 preprosto arhiviran in ukinjen. To naj bi pomenilo, da od tega datuma naprej sploh ni več ustavno veljavnega načina za sprejemanje novih zakonov. Vsi novi predpisi so po tej logiki zgolj neka interna sporočila vlade, brez kakršnekoli pravne veljave za državljane. Dokument to razliko res močno poudarja. Na eni strani imamo torej uradni list, ki je ustavni pogoj za veljavnost prava, na drugi strani pa spletno stran, recimo gov.si, ki je zgolj zasebni strežnik, informacijski portal, ki pa nima moči ustvarjanja zakonov, ali kot piše v sami notici, citiram, informacija ni razglas. In če sledimo tej logiki, pridemo do te precej osupljive izjave. To je namreč logičen sklep argumenta o pravni črni luknji. Kajti, če zakonov ni mogoče več veljavno sprejemati, potem organi, ki te neveljavne akte izvajajo, postanejo neobstoječi, namišljeni. Po tej logiki je celotna država postala nekakšen fiktivni imperij. Dobro, pa pojdimo na tretji del. Poimenovali smo ga cepljenje kot korporativna prevara. Zdaj bomo to, do sedaj precej abstraktno pravno teorijo, povezali s konkretnim primerom, tistim, ki je pravzaprav sprožil celotno zadevo. In to je bila odredba o obveznem cepljenju živine proti bolezni modrikastega jezika. In tukaj notica izpostavi eno ključno uradno izjavo, in sicer, da ocena tveganja ne obstaja kot samostojen dokument. Za avtorja je to krunski dokaz. Dokaz, da država uvaja invaziven ukrep, torej cepljenje, brez kakršnekoli formalne, dokumentirane znanstvene podlage. Temu pravi ustavno nedopustna arbitrarnost. Napad na odredbo poteka na več frontah. Prvič, kot smo že slišali, pravna podlaga naj bi bila nična. Drugič, ni uradne ocene tveganja. Tretjič, notica trdi, da so za vsem skupaj stali pa množni lobisti, ki so si želeli, da država plača za cepiva. In četrtič, trdi se, da izbrana cepiva sploh ne preprečujejo širjenja bolezni, kar bi pomenilo, da je celoten ukrep nesmiselen. S tem pa pridemo do četrtega dela. Suveren proti državi. Zdaj bomo pogledali malo širše. Ker postaja jasno, da ne gre več samo za en zakon ali eno odredbo. Ne, gre za nekaj veliko večjega. Gre za temeljno redefinicijo odnosa med posameznikom in državo. Tale citat res razkrije samo jedro te ideologije. Avtor v bistvu trdi, da vladna pravila veljajo samo za biološke entitete, ki jih vlada vzgaja v svoji simulaciji.
Ne veljajo pa za živali v njegovi zasebni lasti. Gre za res radikalno ločitev med zasebno sfero in neko domnevno, fiktivno državno sfero. In kako se po mnenju avtorja imenuje ta nova postpravna država? Preprosto, Slovenija torej ni več suverena republika, ampak je postala zasebna družba z omejeno odgovornostjo. In njeni zakoni? To niso več zakoni, ampak zgolj splošni pogoji poslovanja, ki zavezujejo samo tiste, ki so s to družbo v pogodbenem razmerju. In tukaj se pojavi ključen pojem – titular. Tako se namreč avtor opredeljuje. Ni večji državljan podvržen pravilom korporacije. Ne, je titular. Suveren posameznik, svobodno živo bitje. Titular torej stoji zunaj in na nek način nad Slovenijo do. In kar je pomembno, avtor ne zavrača ustave, ravno nasprotno, uporabljajo kot svoje glavno orožje. Sklicuje se na člene o objavi zakonov, osebni odgovornosti uradnikov in zakonitosti delovanja oblasti, da bi dokazal, da država oziroma Slovenija d.o.o. sama krši lastna temeljna pravila. V redu, pa poskusimo celoten ta miselni tok strniti v 4 korake. Prvi korak – nastanek pravne praznine. Drugi – država se prelevi v korporacijo. Tretji – posameznik se opredeli kot suveren titular izven sistema. In končno, četrti korak – notica postane pogodba. Če država nanjo ne odgovori, se po tej logiki šteje, da se z vsemi trditvami in kaznimi strinja. Molk je v tem primeru pristanek. In vse to nas pripelje do končnega vprašanja, ker ne gre več samo za en dokument ali enega kmeta. Ta primer odpira res temeljna vprašanja o avtoriteti, o družbeni pogodbi in o tem, kje sploh leži meja med zakonom in prepričanjem. Kaj se zgodi, ko nekdo uporabi logiko sistema, da bi dokazal, da je sistem sam postal nelogičen? O tem pa vsekakor velja razmisliti.